referatu bom orisala reprezentacije druge svetovne vojne v slovenskih zgodovinskih učbenikih od konca druge svetovne vojne do danes. Ker gre za obdobje skoraj 75 let, se bom seveda osredotočila samo na najbolj ključne poudarke. Druga svetovna vojna je v slovenske učbenike in učne načrte, oziroma najprej v učne načrte vstopila takoj po vojni, na osvobojenem ozemlju pa že med vojno. Zgodovina druge svetovne vojne je bila namreč pomemben instrument legitimizacije povojne politične oblasti. Osrednja legitimizacijska točka komunistične partije je bilo partizansko odporniško gibanje oziroma narodno-osvobodilni boj. Zelo pomembni legitimizacijski točki pa ste bili tudi socialna revolucija in koncept reševanja nacionalnega vprašanja, torej bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov. Povojne oblasti so morale ustvariti novo skupno identiteto, kar je bilo v multietnični Jugoslaviji še posebej zahtevna naloga, ker je bilo še tisto malo skupne preteklosti, obremenjene z nacionalnimi antagonizmi prve Jugoslavije in krvavimi obračunavanji druge svetovne vojne. Nova kolektivna identiteta je bila zato zgrajena na skupnem osvobodilnem boju, ki se je povezoval tako s socialno revolucijo kot s konceptom bratstva in enotnosti. Iz izkušnje druge svetovne vojne se torej ni gradila samo komunistične partije, ampak je bil spomin na skupni boj in medvojno trpljenje, tudi instrument integracije oziroma skupne identitete jugoslovanskih narodov. Povojna oblast je kot eno prvih nalog na področju zgodovinopisja zadala pripravo novih zgodovinskih učbenikov, kar pa se je pokazalo kot izjemno zahtevna naloga. V Sloveniji je prvi učbenik novejše in sodobne zgodovine izšel šele leta 1956. Namenjen je bil 4. letniku nižje gimnazije oziroma po šolski reformi 8. razredu osnovne šole. Napisali pa so ga Ferdo Gestrin, Jože Heinz in Metod Mikuš. Besedilo tega učbenika je bilo zelo obsežno in občutno preobremenjeno s politično faktografijo, kar je bilo tudi kasneje in je še danes eden glavnih problemov slovenskega učbeniškega zgodovinopisja. Primerjalno gledano je bilo v tem učbeniku največ prostora namenjenega drugi svetovni vojni, pri čemer je pregled obče zgodovine zajemal le nekaj strani, večina prostora pa je bila namenjenega narodno-osvobodilnemu boju oziroma krajše NOB. Avtor teh poglavij je bil Metod Mikuš, profesor sodobne zgodovine z ljubljanske filozofske fakultete, ki je v osnovi sicer sledil učnemu načrtu in večini političnih kanonov, vendar se je njegovo besedilo kljub temu nekoliko razlikovalo od drugih takratnih jugoslovanskih učbenikov. Mikuš nam rečeno bejo v Sloveniji ni obravnaval skupaj z enobejem v Jugoslaviji, ampak je ti dve poglavji ločil in dogajanju v Sloveniji namenil celo nekaj več prostora. V njegovem besedilu je opazen poudarek na osvobodilni fronti, torej specifiki slovenskega upora, ki je bil s tem postavljen v zgodnejši čas, kot se je odporniško gibanje začelo drugod po Jugoslaviji. Tisto, kar je v tem učbeniku najbolj nenavadno, zelo presenetljivo, pa je, da ni nobene omembe bratstva in enotnosti, čeprav je bilo to načelo v učnem načrtu močno poudarjeno. Ta učbenik je bil v veljavi vse do sredine 60-ih let, ko so bili učni načrti spet prenovljeni. V njih je bil NOB postavljen še bolj v ospredje, vendar v šolski praksi očitno ni potekalo vse tako, kot je bilo predpisano v učnih načrtih. Jeseni 1965 je Partijska zgodovinska komisija pripravila poročilo o pouku sodobne zgodovine v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, v katerem so bili med največjimi slabostmi, poleg
pomanjkanja ustreznih zgodovinskih učbenikov in omejene strokovne usposobljenosti učiteljev, izpostavljeni predvsem nerealizirani učni načrti. Ko so namreč opravili nekaj pregledov na ljubljanskih gimnazijah, so ugotovili, da je bilo ponekod, denimo na gimnazijah Poljane in na Šubičevi, v celotni zgodovini NOB-ja in povojnega obdobja namenjenih komaj 6 šolskih ur. Razlogov za to pa zgodovinska komisija ni pripisala zavračanju NOB-ja strani učiteljev, ampak njihovi nepripravljenosti krčiti snov starejših obdobij v korist novejših oziroma odred se ustaljenemu načinu dela. Leta 1966 je končno izšel tudi prvi slovenski gimnazijski učbenik sodobne zgodovine. Tudi tega je napisal Metod Mikuž, po vsebini pa je bil seveda zelo podoben njegovemu besedilu v predhodnem osnovnošolskem učbeniku, le da je bil še bolj obremenjen s politično faktografijo. Poglavje o drugi svetovni vojni se spet začne s kratkim pregledom druge svetovne vojne v Evropi in po svetu, temu pa sledi podroben prikaz domačega dogajanja, ki je spet ločeno na NOB v Jugoslaviji in NOB v Sloveniji. Omembo bratstva in enotnosti pa tudi tokrat iščemo zaman. Hkrati z Mikuževim gimnazijskim učbenikom je leta 1966 izšel tudi novi osnovnošolski učbenik sodobne zgodovine. Njegov avtor je bil France Škerl, raziskovalec Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, ki podobno kot Mikuž ni veljal za nekakšnega partijskega zgodovinarja. Še več, Škerlovo znanstveno delo je bilo v začetku 60-ih let celo kritizirano strani partijske zgodovinske komisije, češ da daje zgrešeno predstavo o NOB-ju. Zakaj mu je bilo potem takim zaupano pisanje osnovnošolskega učbenika iz arhivskih dokumentov, pravzaprav ne moremo razbrati. Verjetno pa so bili razlogi podobni kot v primeru Mikuža, ker takrat drugih poznavalcev sodobne zgodovine, ki bi bili pripravljeni pisati šolske učbenike, pravzaprav niti ni bilo. Škerlovo besedilo je bilo obsežno in zelo podrobno. Druga svetovna vojna zajema skoraj polovico učbenika, večina od tega seveda NOB. V nasprotju z Mikužem Škerl sicer ni ločeval NOB-ja v Sloveniji in NOB-ja v Jugoslaviji, je pa zato v Osvobodilni fronti namenil še več pozornosti kot Mikuž. Zdi se, da Škerlov učbenik ni naletel na pretirano odobravanje pri oblasteh, čeprav dokumenti partijske zgodovinske komisije o njem tako rekoč molčijo oziroma omenjajo samo, da je prezahteven. Bolj zgovorno je bilo dejstvo, da se je kmalu začel pripravljati novi osnovnošolski učbenik sodobne zgodovine, ki je šel leta 1973. Njegova avtorja pa sta bila Branko Božič in Tomaž Weber. Ta učbenik je doživel številne ponatise in dopolnjene izdaje, v slovenskih šolah pa je bil v uporabi do konca 80-ih let. V primerjavi s Škerlovim je bil sicer nekoliko manj obremenjen s faktografijo, zato pa je bila toliko bolj izrazita ideologizacija. Poglavje o drugi svetovni vojni, ki zajema več kot polovico tega učbenika, se tudi tokrat začne z razmeroma kratkim pregledom dogajanja po svetu, temu pa sledi obsežno poglavje o NOB. Vojno dogajanje je slikano v precej poenostavljenih interpretativnih schemah z močno izraženo delitvijo na dobro in zlo. Zločini okupatorjev in tako imenovanih domačih izdajalcev so včasih tudi precej nazorno opisani, denimo zločini ustašev v Jasenovcu, sugestivne pa so tudi fotografije njihovega nasilja. Dihotomija partizanov in njihovih nasprotnikov je poenostavljena, partizanski boj je močno idealiziran,
poudarjajo se pogum, junaštvo in borbeni duh partizanov, kar so pravzaprav tradicionalne patriarhalne vrednote, čeprav umeščene v zelo poenostavljen socialistični kontekst. V tem učbeniku je prvič eksplicitno poudarjen tudi skupni boj jugoslovanskih narodov, NOB je označen kot kovačnica bratstva in enotnosti. S tem sloganom, ki je z nenehnim ponavljanjem v javnem diskurzu čedalje bolj izgubljal svojo vsebino, pa so prežeta tudi druga poglavja. V 70-ih letih se je vse bolj poglabljal prepad med šolsko zgodovino in akademskim zgodovinopisjem, ki se je takrat že otresalo dogmatskih vzorcev. Danes že omenjeni Bogo Grafenauer je zato konec 70-ih let zahteval prilagoditev šolske zgodovine stanju raziskav v akademskem zgodovinopisu. Pripravil je tudi predlog učnega načrta, vendar njegov poziv k preusmeritvi z izključno politične zgodovine k kulturnim in družbeno-zgodovinskim vidikom pri oblasteh ni naletel na razumevanje. Njegov osnutek učnega načrta pa je bil zavrnjen, češ, da ni dovolj marksističen in nacionalen. 70. in začetek 80. let so bila nasploh obdobje, ko so politične oblasti spet močno posegle v šolstvo, najbolj z uvedbo srednjega usmerjenega izobraževanja, ki je med drugim okrnilo tudi pouk zgodovine, razen v srednjih šolah družboslovne smeri. Učbenik za 4. letnik teh šol je izšel leta 1984. Njegova avtorja sta bila Marija Klemenšek in Štefan Trojar. To pa je bil tudi zadnji, pogojno rečeno, gimnazijski učbenik sodobne zgodovine, ki je nastal v obdobju socializma. Oris in ocene NB-ja so seveda sledile učnemu načrtu. V učbeniku pa je bilo tudi nekaj novosti, denimo omemba zajetja oziroma vrnitve domobrancov z Koroške maja 1945, čeprav o njihovi nadaljnji usodi ni nobene besede. Učbeniki so kakšno ogledalo dominantnega vrednostnega sistema, nazorov in ideologije neke družbe. Skozi učbeniško naracijo razpoznavamo vrednote, ki jih je šolska zgodovina posredovala, oziroma vsaj skušala posredovati mladim generacijam, kolikšen je njihov neposreden vpliv na oblikovanje zgodovinskega spomina, pa je težko oceniti. Ankete javnega mnenja namreč ne izražajo samo vpliva šolske zgodovine, ampak gre zlasti pri oblikovanju spomina na bližnjo preteklost za korelacijo različnih vplivov, med drugim predvsem vpliva domačega okolja, ne omenil predvsem vpliv domačega okolja, pa tudi medije, javni in politični diskurs in druge dejavnike. Eno pa je gotovo. Fragmentaren in selektiven spomin, ki ga je v obdobju socializma med drugim ustvarjala tudi šolska zgodovina, je tlakoval pot kasnejšim političnim zlorabam in manipulacijam. To se je najbolj očitno pokazalo razpadu Jugoslavije, zlasti v Srbiji in na Hrvaškem, kjer so dogodki med drugo svetovno vojno oziroma z njimi povezane politične manipulacije postale celo instrument za mobilizacijo k orožju. Po osamosvojitvi Slovenije so se seveda začeli pripravljati novi učni načrti. Proces njihovega preoblikovanja pa je, kot poudarja Peter Vodopivec, potekal brez večjega političnega in javnega zanimanja. Novi učni načrti iz 90. let so učiteljem omogočili precej svobode pri načrtovanju pouka, vendar niti učitelji, niti strokovne komisije tega niso sprejeli z največjim odobravanjem, čeprav so predtem kritizirali striktno predpisane učne vsebine iz 80. let. V 90. letih so se začeli pisati tudi novi zgodovinski učbeniki. Njihovo izdajanje od 90. let naprej ni več v rokah državnih založb, zato učbenik za določeno obdobje ni več
oziroma za določen razred osnovne ali srednje šole ni več en sam, ampak sta na tržišču običajno dva učbenika, pri čemer morajo biti seveda vsi učbeniki potrjeni s strani Državnega strokovnega sveta. To so naslovnice učbenikov sodobne zgodovine od 90 let naprej. Zgoraj so gimnazijski in spodaj osnovnošolski učbeniki. Trenutno je od gimnazijskih v veljavi eden, rumeni desno zgoraj, od osnovnošolskih pa zadnja dva desno spodaj. V teh učbenikih so seveda opazne precejšnje spremembe in novosti v prikazih druge svetovne vojne. Razmerje med občo in nacionalno zgodovino je bolj uravnoteženo. Obča zgodovina druge svetovne vojne je torej dobila več prostora, po posameznih učbenikih sicer različno, največkrat pa približno polovico snovi namenjene drugi svetovni vojni. S tem je slovenska izkušnja nedvomno trdneje vpeta v širši evropski in svetovni kontekst, čeprav bi bilo treba prav na tem področju še marsikaj narediti. Glede druge svetovne vojne med posameznimi učbeniki ni opaznih interpretativnih razlik. Partizansko-odporniško gibanje je prikazano v pozitivni luči, v nasprotju z učbeniki iz obdobja socializma pa je vrisan tudi državljanski spopad, prikazane so napake partizanskega gibanja in povojni obračun s poraženci. Ideološka govorica iz obdobja socializma se je umaknila bolj ali manj neutralnemu narativu, ki pa pogosto vodi v ekstenzivno navajanje dejstev na eni strani in pomanjkljivo razlago oziroma interpretacijo. V sodobnih učbenikih še vedno prevladuje politična zgodovina, čeprav se že od 90 let naprej poskuša učne načrte in učbenike vnesti več kulturne, gospodarske in socialne zgodovine, vendar ne najbolj uspešno. Zadnji učni načrt za gimnazije iz leta 2008 je denimo poglavja z teh področij večinoma uvrstil med izbirne tematike, za katere pa zaradi preobremenjenosti z obveznimi temami pri pouku največkrat zmanjka časa. To pa je že tema, ki bolj sodi v kakšno drugo razpravo, zato bom na tej točki svoj pregled učbenikov zaključila. Hvala za pozornost.